Lepo pozdravljeni in dobrodošli na Internet Viewju časnika Finance. To je pogovor, v katerem lahko sodelujete tudi vi. Moje ime je Juri Šimac, sem novinar in urednik na Financah. Danes pa se pogovarjamo o obveznicah. To bomo počeli s pomočjo mojega dobrega kolega in urednika na mojih Financah, Jureta Ugovška. Jure, dobro jutro. Dobro jutro in pozdravljeni vsi skupaj. In pa seveda današnje zvezde, to je Primož Cencel, izvršni direktor sektorja za upravljanje premoženja na Modri zavarovalnici in verjetno eden največjih poznavalcev obvezniških trgov pri nas. Primož, dobro jutro, lepo pozdravljen. Kako si kaj? In hvala za vabilo. V redu. Ja, v redu. Poglej, veliko boljše, ker smo se pogovarjali 10 let nazaj ali pa 5 let nazaj v obveznicah. To se absolutno strinjam. Ja. Vsi vemo, kaj misliš s tem. Poglej, danes smo tukaj predvsem zaradi, kot smo rekli, obveznic. Kot vemo, se obeta nova izdaja ljudske obveznice. Lani je bila zadeva prvič izpeljana, razmeroma uspešno. Država je prodala za, če se ne motim, okrog 260 milijonov evrov teh obveznic, malim vlagateljem seveda. In v teh dneh, če se prav tako ne motim, bojo izplačane prve obresti. A to drži? Ja, dobro. Drži. Tudi fajn je, da smo začeli o tem govoriti, da smo tudi ta obvezniški trg, da je tudi s pomočjo državne zakladnice, ta obvezniški trg, ki je bil prej mogoče preveč namenjen samo institucionalnim vlagateljem, da je zdaj tudi prišel do takih, kakor je vaš Max. Ok, ja, Max, to je tale lik za mano, tudi on se seveda sprašuje, ali naj to kupim, sicer tradicionalno bolj naklonjen delnicam, ampak morda ga pa prepričamo. Poglej, začel bi nekako takole, ti trge spremljaš mogoče tudi malo širše, ne samo na obveznicah, pa bi te vprašal nekako v tem stilu. Okolje je precej razburkano, če gledamo borze, vsak dan premiki, kar precejšnji gor dol. Borze se zelo odzivajo na novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Praktično vsaka njegova izjava povzroči neke premike. Hkrati tudi že nekaj let spremljamo kar veliko opozoril glede tega, da so mogoče vrednotenja kar precej visoka. Pa me zanima, kako ti vidiš vse to skupaj in a je mogoče ravno za to moment, da se pogovarjamo o obveznicah, dober? Začel od končnega vprašanja. Jaz mislim, da se je vedno smiselno pogovarjati o obveznicah. Mislim, da je zdaj obdobje, kjer so obrestne mere bistveno bolj zanimive, kot v obdobju našega bojevanja z inflacijo oziroma takrat bolj z deflacijo, kjer so centralne banke mogle imeti izrazito nizke obrestne mere, v Evropi celo negativne obrestne mere, da smo nekako lahko prebrodili potresne sunke finančne krize iz začetka naših karier 2007-2008 in ja, definitivno so obveznice trenutno zelo zanimiva naložba za tiste, ki pač noče imeti zelo veliko tveganja v svojem portfelju. Kar se tiče pa tekoče politike ali pa bomo rekli tega, kar se v svetu dogaja, bomo pa rekli, bi pa lahko rekel dve stvari. Eno je, da je obdobje trenutno zelo zabavno, saj, kar se tiče finančnih trgov, ker dejansko smo kar v nekem takem navidezni resničnosti, kjer lahko ena izjava, druga izjava, tretja izjava, nekako tudi algoritme, ki zdaj malo bolj trgujejo, kakor pa ljudje, premika v eno smer ali pa v drugo smer in nam daje priložnosti tako nakupov kot prodaj, malo bolj hitrejše. Zdaj pa, če govorim pa malo bolj gledati dolgoročne trende, pa lahko hitro ugotovimo, da vse stvari, kjer se danes kažejo malo bolj agresivno, se dogajajo že zelo dolgo časa. In bomo rekel, o tem tudi lahko kakšno rečemo. Ok, poglej,
Bi šel mogoče še na tole zadevo. Ne? Zadnjič smo pripravljali en tekst o recimo temu svetovnih delniških trgih in smo za mnenje vprašali tudi našega dobrega kolega iz Nemčije, upravitelj premoženja, Filip Fondran mu je ime, in on je tradicionalno zelo naklonjen delnicam. Ne? Tokrat pa je ploščo nekoliko obrnil in bi rekel, in je izjavil nekako v tem smislu, da bi dal pol denarja pa vendarle rajšo obveznice. Ampak govoril je o ameriških obveznicah, pravi, da v Evropi pa se mu ta zadeva ne zdi tako privlačna. Definitivno je to eden od pogledov, ki ga lahko imamo. Jaz, če mogoče rečem, da mečka bolj nasplošno, pa če najprej se na delniški trg osredotočam, bi rekel dve stvari, ki so si lahko med sabo zelo kontradiktorne. En pogled je ta, če pogledamo tekoča vrednotenja, lahko rečemo zgodovinsko, da so to zelo, zelo visoki nivoji. Če gledamo, kolikokratnik dobičkov moramo plačati za to, da pridobimo eno delnico, je to kar, bomo rekli, nekaj, kar se nam kar na jezik koža. In bomo rekli, vse to bi rekli, ok, delnice so zrele kot hruške za to, da popadajo iz drevesa in da, bomo rekli, jih kupimo potem kasneje, ko bo prišlo do korekcije oziroma ko se bojo pocenile. Potem pa, če gledamo malo bolj široko, pa lahko pogledamo, hitro ugotovimo, da vsi te višina teh tečajev največjih indeksov je večino donosa prišlo iz 5-7 podjetij iz tehnološkega sektorja, ki pa v bistvu nekako so znak neke paradigme, ki se dogaja tehnološke, ki se dogaja na trgih oziroma v naših ekonomijah. Vse to, kar je povezan z razvojem umetne inteligence, vse to, kar je povezan z robotizacijo, avtomatizacijo, z v bistvu je primerljivo, če rečemo zelo pozitivno, z parnim strojem. In če govorimo o tem, da se bo zaradi vsega tega tehnološkega napredka naša produktivnost lahko bistveno povečala. Pa če gremo sam, danes imamo webinar. Praktično 3-4 ljudje lahko zrihtajo, da se v živo pogovarjamo na različnih lokacijah in nas lahko številni poslušajo. Tako da še enkrat pozdrav vsem, ki nas poslušajo. Če gledamo 20 let nazaj, ali pa 30 let nazaj, bi za to mogli skrbeti 50 ljudi, da bi se lahko mi tako pogovarjali. In to je samo en tehnološki napredek, ki se nam dogaja. In zdaj, če govorimo o umetni inteligenci, se lahko sam spomnimo, če gledamo Ljubljansko banko, da govorim o Ljubljanski banki. Kakšno veliko stolpnico je potrebovala ta banka, da je lahko delovala. Koliko veliko ljudi je moglo biti noter, kaj je dnevno računal, stanje na depozitih, stanje na računih, za kreditno izpostavljenosti do posameznih podjetij in to. In ko se je računalnik prišel, je kar naenkrat bila potreba po bomo rekli, delovna sila bistveno nižja, pa produktivnost bank se je drastično povečala. Zdaj, ko bo umetna inteligenca prišla od tega hype faze, v kateri smo danes, do vseh nas, kjer bomo lahko v dnevnem poslovanju uporabljali, bomo rekli, še svoje virtualne asistente, ko bodo lahko podjetja, sploh proizvodne, nadomestile ljudi, ki trenutno delajo z rokami, z roboti in bomo rekli, bojo lahko ti delali 24/7 oziroma 24 ur na dan, 7 dni v tednu, kjer bo dejansko potreba po, proizvodna, bistveno bolj fleksibilna, bomo šele dojeli, kaj vse se nam je zgodilo in koliko se nam je produktivnost zrasla in koliko se nam je standard povečal in koliko več dobrin bomo rekli ali bolj učinkovito uporabljali, pa bolj v bistvu trajnostno pridobivali. In tega ne vemo danes. Kar pa lahko vemo, je pa, da je kar zaradi tega našega razvoja lahko, bomo rekli, BDP držav bistveno višji,
in kar drugimi besedami pomeni, da ima podjetje v naslednjem obdobju lahko bistveno večje bomo rekli, zaslužke in prodajo in profitne marže. In v tem kontekstu pač lahko rečemo, da je lahko prihodni dobiček podjetij bistveno večji, kot je danes, kar pomeni, da ta multiplikator dobiček na delnico, če damo prihodne dobičke v to enačbo, je lahko mogoče zelo atraktiven. Kar pomeni, da vprašanje, ali so delnice drage ali pa so delnice poceni, je mogoče majčkeno bolj tudi treba vzeti v kontekst, ali verjamemo v nadaljni razvoj družbe ali pa ne. Zdaj, če pa govorimo o taktični precenjenosti, podcenjenosti, pa itak bomo rekli temu, je treba samo na dva vprašanja se odgovoriti. Prvo je to, ali so vrednotenja draga, to drugo vprašanje pa je, ali je več povpraševanja po količini delnic, ki je v obtoku, ali ga je manj, kar pomeni, da smo tukaj na sentimentu, bomo rekli na samem percepciji množice, kako vidi te stvari. In če gledamo sam, kaj se dogaja na trgu, pa če gledamo year-to-date donose na delniških trgih, lahko vidimo, da je trg mogoče še zmeraj kar na pozitivnem trendu, kljub temu, da Trump straši levo in desno, ampak trg še nekako ne kup zgodbe, da je konec sveta, pa da gremo v novo korekcijo na trgih. Ampak to je trenutno. Stvari lahko pridejo majčkeno bolj materialne in v tem kontekstu se lahko stvari spremenijo. Zdaj, kar pa je meni všeč, ker danes je tema obveznic, ne toliko delnic, pa bom rekel, vse, kar jaz govorim o delnicah, bi vzel za enim ščepcom nezaupanja, ker pač to glih ni moj, bomo rekel, pašnik, na katerem sem zrastel, pa bi govoril predvsem o obveznicah in v obveznicah pa lahko vidimo to, da je pozitivno, kar se dogaja za trg, da se malo korelacija med delnicami pa obveznicami znižuje, da vidimo v času korekcij na delniških trgih, da se pač povpraševanje po obveznicah povečuje, kar je za enega pač normalnega vlagatelja sam pozitivno, ker dejansko diverzifikacija med obveznicami pa delnicami ima en pozitiven učinek na portfelju in v bistvu potem pomeni, da je končno stanje portfelja boljše, če imamo razpršen portfelj, kakor pa v času tega kvantitativnega sproščanja, kjer je bilo praktično vseeno, v kaj nalagaš, ker so se naložbena razredi so se gibali praktično, kot da bi bili v enem orkestru, ali je vse raste ali pa vse padalo. Ni bilo pa tega korelacijskega učinka, katerem smo, bomo rekli, v našem študiju veliko brali. Moram, Jure, če se ti obrneš nazaj v teh arhivov zadnje, tudi marsikaj bo napisano, da je diverzifikacija zelo učinkovita, pa da je korelacija med delnicami pa obveznicami negativna in ja, imejmo super portfelj, ki bo skozi rastel. Odlično. Bomo potem malo pogledali še bolj arhiv, pa mogoče kakšno stvar tudi lahko reprintamo, a ne? Sami gremo pa smučati, malo šala. Podoben pogovor, kot ga imamo danes, sva imela s Jurijem, z tvojim kolegom, Blažem Hribarjem iz pokojninske družbe A. In ko smo šli čez različne naložbene razrede, podobno kot zdajle, v uvodu, je rekel, da se mu ne zdi tako neverjeten scenarij, da bi se na nek srednji rok obveznice izkazale kot bolj donosna naložba kot delnice. Ne? Sam si omenil, ki so danes delnice, ampak recimo, če je danes govor predvsem o ljudski obveznici, ki bi naj imela 3-letni rok do dospetja, to se še čisto ne ve, o tem bomo še malo kasneje rekli, ampak za 3-letno obdobje, kako se ti zdi? Je v sklopu vseh tistih možnih scenarijev, o katerih mogoče tako razmišljaš, je tudi možen ta scenarij, skratka, da se bi naložba v obveznice v 3-letnem obdobju izkazala kot donosnejša od delniških naložb? Ja, bomo rekli, čisto lahko se znajdemo v kampu, kjer bomo rekli pred nami, da se zgodi ta scenarij. Bomo rekli, jaz bi rekel, da se strinjam s tem scenarijem.
ne bi mu pridal pa čist največje konfidenčne stopne na zelo visok nivo. No. Kar pomeni, da pač v naslednjih letih bi jaz rekel, da se nam lahko zgodijo 4 scenariji in vsak od teh ima lahko zelo različne zaključke. Tako da lahko se nam zgodi tudi nov inflacijski cikel. Pa mogoče v tem kontekstu obveznice ne bojo mogoče najboljši asset class, ampak sploh tiste daljše, ne? Ker tukaj govorimo o 3-letnih obveznicah, pač pa lahko kar zagotovo se trdimo, da je primerna, zelo primerna za tiste, ki bi radi unovčili en del dobičkov, ki so izgenerirali v zadnjih 2 letih, ki so imeli super dobre 2 leti na delniškem trgu in bi hoteli mečkar ravnati svoj portfelj, da je bolj stabilen. Druga stvar, da verjetno bo prišel do korelacijskega učinka, ki je negativen, kar pomeni, da z vidika celotne donosnosti na portfelju bo lahko šle delnice dol, pa bojo obveznice delale navzgor. Se bo lahko zgodilo, da bojo šle obveznice navzdol, pa bojo šle delnice navzgor. Tako da dobro v razprašenem delu portfelja, bomo rekli najboljše pa za tiste ljudi, ki pač si želijo imeti tekoči dohodek in pač nočejo več, bomo rekli, biti tako prisotni na trgu. Ker če rečemo sam izkušnja ljudske obveznice iz zadnjega leta. Kakor ste že rekli, okoli 260 milijonov je bilo izdane. Lahko vidimo, da je zaradi tega, ker so se obrestne mere na trgu zniževale, da je bila cena obveznice takoj nad 100, kar pomeni, da bomo rekli, tudi na trgu je bilo zelo dobro sprejeta in nekako je vgrajevala ta pričakovanja, ki so se dogajala na finančnih trgih, pa za kakšnega srednjega ali pa manjšega posameznika, ki je vpisal obveznice, se je izkazalo, da so market makerji na trgu in da če je imel nekdo potrebo po likvidnosti, mu ni bo treba iti na banko pa razvezati depozit, pa tam kakšne penale nositi, je imel posameznik možnost iti do svojega brokerja in oddati naročilo in v tem prvem letu prodati celo z dobičkom, kapitalskim dobičkom obveznico, ki pa po slovenski zakonodaji ni obdavčen. Kar pomeni, poleg tega obrestne mere, obresti, ki bodo zdaj izplačana, tega kupona, bomo rekli, je nekdo, ki je v tem letu prodal, dobil zraven še kapitalski dobiček. Kar je, bomo rekli, funkcija obveznice, da ni to samo nekaj naložba, ki jo kupiš in pozabiš na njo in potem ob koncu življenjske dobe dobiš denar nazaj, kar je nekaj, kar bi lahko primerjali tudi z depozitom na banki, ampak je to inštrument, s katerim se lahko trguje na trgu in v bistvu trg je učinkovit in neka likvidnost je vedno na trgu, da lahko praktično, bomo rekli, brez kakšnih močnih problemov tudi odsvojimo dolžniški papir. In to je nekaj tazga, ki je mi zelo všeč, da je bil trg učinkovit in da je trg deloval in da so obveznice se pokazale, da je tu iz vidika spodržavna obveznica, da iz vidika potencialnih naložb spada med najmanj tvegane oblike varčevanja. Primož, veliko zanimivih stvari si zdaj povedal, pa bi mogoče kar poskusil deliti tole okno, upam, da vidimo. To je print screen iz Ljubljanske borze današnje. Točno to, Jure. Kaj v bistvu gledamo? Nas lahko mogoče popelješ čez te podatke, ki mogoče ne gledamo ravno tega vsak dan. Če damo grafe pa številke na strani, kot sem že prej povedal, obveznica, lahko hitro ugotovimo, da je cena nad 100, kar pomeni, da je višja od cene, ki jo bomo dobili ob zapadlosti čez 2 leti. Pa vložimo tudi po 100, ne? Ja, po 100, ja. To je najbolj pomemben podatek za vsakega tistega, ki hoče malo bolj špekulirati v vmesnem času. Druga stvar je, da v zadnjih 52 tednih, to je približno to, kar je ta obveznica navzuni, je pač cena se gibala med 100
pa 103 praktično. Ne. Tako da nekdo, ki je hotel biti, recimo, ne vem, Max, če bi bil mečkam bolj, bomo rekli, si želel biti tudi obvezniški trgovec ali pa malo bolj aktivni investitor v obveznice, ne, bi imel možnost tudi mečkam biti bolj aktiven, pa bomo rekli, tudi kdaj po višji ceni prodati to naložbo. In to je ena taka stvar. Ta tretja stvar je pa, kar bi jo rekel, je pa tukaj, da so pač neke količine na trgu, ki imamo nakupno pa prodajno ceno, kar nam omogoča po nekem normalnem tečaju tudi pridobiti in odsvojiti te papirje. Kar pomeni, da to je nekaj, pač, če rabimo nepričakovano denar, hipotetično, da smo kupili to obveznico, da bomo čez 3 leta kupili stanovanje, ampak se nam je vmes zgodilo, da smo dobili eno super dobro ponudbo, ker trg nepremičnin zaradi višjih obrestnih mer ni več toliko seksi, kot je bil v preteklosti, in namesto da bi plačali 4000 evrov za kvadratni meter, smo dobili ponudbo za 3000 evrov za kvadratni meter, in potem kar z veseljem planemo po tej naložbi, pa rečemo, ok, mogoče na 3000 evrov mi je pa bolj zanimiv, kot da bi držal to obveznico v svojem portfelju. Gremo, oddamo naročilo, vidimo, da lahko dobimo ceno 101,65, ker poleg teh natečenih obresti dobimo zraven še, bomo rekli, še 1,65% dodatnega donosa. Pa zdaj, če malo poenostavimo, ne, kaj to pomeni v praksi. Če rečemo na 100 000 evrov, smo dobili recimo maksimalno lokacijo v prejšnjem obdobju, je to, naprimer, je to donos v višini 5000 evrov, če danes prodamo to obveznico. Kar je, bomo rekli, čist zadovoljiv 5% donos v letu na nekem papirju, ki je netvegan. Pa me boste hitro rekli, ja, ampak slovenske delnice so pa naredile v lanskem letu 32%, pa ne vem, Nvidia je naredila 100%, pa pač, ja, ampak za nekoga, ki je imel alternativo imeti 100 000 evrov na Avista računu pri banki, ne, je 5000 evrov več, kot pa nič, ne, ali pa ne vem, 50 evrov. Je to mogoče 100-krat višji donos, kot če ne bi s tem denarjem delal nič. Pa boste rekli, ok, pa še stroški, pa vodenje računa, pa to ne. Ampak če damo vse skupaj to zraven, je mogoče 50 evrov ali pa ne vem, 40 evrov proti 5000 evrov, se mi zdi, da je kar neki kosil si lahko privoščimo za ta denar. Tako da, ja, je nekako vlogo so odigrali pravilno. Zdaj pa, če dava negativen scenarij, tukaj govorimo, da se je obrestna mera pač se na trgu nižala, na kar dejansko vsak posameznik nima vpliva, kaj se bo dogajalo na trgu. Ampak če samo obrnemo situacijo na to, da bi recimo 2% padla glavnica, zaradi tega, ker bi začel trg anticipirati više obrestne mere in bi zdaj videli cene, ne vem, 98, 35. Obratno, kar vidimo danes, ne. Bi bilo namesto 5000 evrov donosnosti, ne vem, 1500 evrov donosnosti iz te obveznice, če bi mogli danes prodati. Zato jaz na pamet računam, tako da ne me, če za vsak cent bomo rekli loviti, ampak še zmeraj se mi zdi, da je 1500 evrov boljše, kot pa nič. No. To pa bomo rekli z gotovostjo lahko trdim, tudi če dam še vse stroške zraven. To je funkcija obveznic in to je, bomo rekli, na eni strani lepota kratkoročnih obveznic, da tudi, če se, bomo rekli, te pribitki ali pa ne vem, obrestne mere dvigajo tudi za 100 bačnih točk ali pa padajo za 100 bačnih točk, da nima tazga učinka na samo ceno, kot če bi se zdaj pogovarjali v te obveznici, ki je država jo izdala na začetku leta. Ne vem, 2055 zapadlost, kjer je pač ti premiki obrestnih mer na trgu imajo bistveno više učinke na samo ceno obveznic. Tam bi pa lahko govorili že o 18-19% učinkih, če bi se bil premik zgodil tak,
kot se je zgodil v lanskem letu. Kar pomeni, da pač ta obveznica ne bi bila 101, pa bi bila s tem 118, če bi se zgodil 100 pik premika na trgu. To pa je že malo manj, bomo rekli, zanimivo za nekega konzervativnega vlagatelja, nekega, ki obveznico primerja z depozitom, ampak mogoče Max ozadje bilo pa to za njega bistveno bolj seksi donosnosti. Ne. Govoriti v 20% donosu na obveznici, ki ni obdavčena, ali pa 30% donosnosti na trgu, kjer je treba pač, ki je kapitalsko obdavčen. No, tam se pa da potem druge donose loviti, na drugi strani pa tudi pace, kar je pač čisto analogno. Primož, mogoče lahko samo pojasniš čisto preprosto, kako si prišel do teh 5,000, se pravi, verjetno si... Ja. Če rečemo, da je bil kupon 3,4 v letu, pa recimo, da smo danes okoli 3,4, recimo, da se je leto obrnilo, pa da na 100,000 evrov dobimo 3,400 evrov izplačanega kupona. Zdaj pa, če vidimo, da je cena 101,65, ne, in da pridemo danes na borzo, vzamemo teh 3,000 količine, 3,000, tudi 3 milijone celo, količine, pa rečemo, ok, prodamo svojo količino in dobimo na račun 101,650, hkrati nam pa pripadajo še obresti zraven, teh 3,400, in če to skupaj seštejemo, pridemo na nekje 5,000 evrov, kar nam sede na račun. In če gremo mečkam bolj v strokovno metodologijo, da kar vidimo na tečajnu, na kupni pa prodaji, govorimo v clean ceni, čisti ceni, kar pomeni cena glavnice, ne, kjer se jim vedno, ko govorimo o izplačilu na račun, pripiše še pripadajoče obresti, ki so iz kupona izračunane. Kar pomeni, da če bi se zdaj rekli, da bi šli pol leta nazaj, bi dobili polovičko kupona plus to čisto ceno. Noben nam obresti ne vzame, če prodamo prej papire. To je nekaj, kar mogoče se marsikdo pomisli, kupon je čez 2 tedna, jaz rabim denar, ne bi mogoče prodal, zaradi tega, ker če danes prodam, dobim sam 101,600, če bom pa prodal čez 2 tedna, bom pa kupon dobil pa še to vrednost, ne? In se mi splača čakati še 14 dni, čeprav bi rabo denar danes, ne? Ali pa čez 2 dni, 3 dni. Ne, na obvezniškem trgu je, bom rekel, mogoče to včasih napačno predstavljen, da je ta cena, ki jo vidimo na trgu, je čista cena glavnice. Kupon je pa vedno, se ga izračuna in pripiše. Če damo drug primer, če hočemo danes kupiti to za 2-letno obveznico, moramo plačati 101,90, ampak to ne pomeni, da nam ni treba še kupona plačati tistemu, ki prodaja to obveznico. Kar pomeni, za 100,000 evrov ne bomo plačali samo 101,900, ampak zraven še 3,400 evrov obresti. Če gremo zdaj na delniški trg, ne, ker isto vidimo ceno delnice, je pa drugačna, je pa v bistvu ta dividenda že všteta v to ceno. In če bomo rekli en dan, preden bomo rekli, ti pripada dividenda, prodamo delnico, pomeni, da nismo upravičeni do dividende. To je zelo dobro, da si izpostavil. Ja, in to je nekaj tazga, ki je res razlika med, bomo rekli, ko gledamo tečaje, obvezniške tečaje, pa če gledamo tečaje na delniških trgih. Ne. In na obvezniškem trgu nam, kot sem rekel, kupon pripada ne glede na to, kdaj prodamo ali pa kdaj kupimo, pač moramo kupon ustrezno plačati ali ga pa dobimo. In to je tudi neka taka stvar, zakaj rečemo, da so obveznice inštrument s fiksnim donosom. Ker vemo, kakšni bodo denarni tokovi. In zaradi tega lahko tudi ta kupon ustrezno razdelimo med kupci pa prodajalci. Zakaj so pa delnice
inštrument z variabilnim donosom. Je pa, ker mi, dokler skupščina ne potrdi dividende, pač dividende ni, ne. In ne moremo se deliti neki, do česar nismo 100%, bomo rekli, ker ni 100% jasno, da bo ali ne bo, oziroma kakšna bo velikost. Seveda, bomo rekli, so pa pričakovanja na borznem trgu taka in drugačna in nekako, če lahko upravitelji ali pa če lahko akteri nekako si razmišljamo oziroma vemo približno, kakšna bo dividenda, je lahko cena pač zaradi te pričakovane dividende ustrezno višja. In potem vem, da so včasih ljudje presenečeni. Ja, zdaj je pa cena delnice padla za 5 ali pa 10% iz danes na jutri, pa so čisto prestrašeni, kaj se dogaja, ne. Potem pa v bistvu pokličejo prijatelje, znance, ki delajo v finančnih trgih, kaj se je pa zdaj zgodilo na te pa te delnici. Pa se probaš pogovarjati z ljudmi, pa reči, a mogoče je bila slučajno dividenda, dan za dividendo? A ja, se res, nekaj sem pa dobil na račun. No, mogoče zato, ker se je ta pričakovana dividenda izplačala in ta tečaj je bil višji zaradi te pričakovane dividende in potem, kar vse skupaj se zgodi, tečaj na borzi pade in bomo rekli, če pogledamo celotni donos, se pa nič ni zgodil, kaj dosti na trgu. Je lahko celo vrednost delnice z upoštevajoč dividendo celo zrasla in je mogoče še nekdo ekstra donos ustvaril, ampak te odstotne znižanja pa znajo včasih marsikoga, bomo rekli, prestrašiti. Samo še eno malenkost, ki se mi zdi zelo dobro, da to čisto razčistimo. Recimo, da sem lani kupil, da je Max kupil lani ljudsko obveznico, vložil notri in potem po pol leta proda. Kaj točno se zgodi potem s kuponom? Ali on dobi potem polovičko od 3,4? In kako pa potem čistko v praksi ta stvar deluje? Kdo mu v bistvu to plača? Bom rekel, klej zaključnica nekako drugače zgleda. Ti se na borzi dogovoriš, če govorimo o borznem trgovanju, se dogovorimo o ceni, kaj je pač takrat na borzo, naredimo po neki transakcijski ceni in ta transakcijska cena je pač tista, kako jaz temu rečem, čista cena, kar pomeni, za toliko plačamo glavnico. Zato tega tudi tukaj lahko vidite to, 101,65% zraven, ne? Kar pomeni, da je v bistvu to 1,65% več, kot je obveznica, bom rekel, kot se bo obveznica izplačala, ko se bo izplačala po 100. Kar pomeni, da na neko, zelo po domač govorim, na končno ceno se pribije 1,65% ekstra donosa. In to vidimo kot, bomo rekel, kot enotni tečaj ali pa tečaj, po katerem smo naredili posel. Potem pa dodatek temu je pa pripadajoč kupon, kjer se pogleda, koliko dni smo bili lastniki posamezne obveznice in če tukaj, ne vem, 180 dni in da je nekako 165 dni v letu, se potem deli 180 krat 65 in to se pomnoži za 3,4 in dobimo približno 1,7% donosnosti na glavnico. In če potem tukaj preštejemo 1,65 pa 1,70, nekako vsoto tega je potem tisti znesek, ki ga bomo dobili, ko ga bomo mogli ali plačati, če kupujemo, ali pa ga dobimo na trgovalni račun, če pač prodajamo. Pa smo nekje na 3,4%, 3.400 evrov na 100.000 nekako višjega donosa oziroma višje vrednosti, kaj dobimo na račun. Danes bi pa govorili okoli 5.000 evrov, če bi danes v tem trenutku to obveznico prodali. Primož, mislim, da si nam lepo pojasnil kar neki tehnikali povezanih z obveznicami. Mislim, da je bila ena stvar celo za naju dva nova, ne, tole o delitvi obresti. Bi te pa mogoče zdaj napeljil na to pričakovano novo izdajo, ne? Lani ob izdaji, se pravi izdana je bila 1. februarja, 3,4% obrestna mera,
Kaj pričakovati letos? Zadeva še ni čist detaljno skomunicirana, napovedana je, da bo približno v roku enega meseca izdana. Obrestne mere pa so šle v vmesnem obdobju kar precej dol, se pravi, govorimo o zadnjem letu dni. ECB je znižala kolikrat 4-krat ali 5-krat ključno obrestno mero. 3-letne obveznice slovenske, kakor sva gledala z Juretom, kotirajo nižje oziroma so zahtevani donosi nižji, kot so bili lani, nekje na 2,3%, mislim, da, če se prav spomnim, sva našla podatek, da trenutno kotira ena 3-letna. Lani je država ponudila nekaj premije na ta tržni zahtevani donos, verjetno kaj takega lahko pričakujemo tudi letos. Skratka, zanimalo bi me, kje ti vidiš, kaj nam bojo ponudili letos? Jaz ne pričakujem bistvenih sprememb glede na lansko leto. Jaz mislim, da se je lansko leto, bomo rekli, ta ponudba, ki je prišla za ljudsko obveznico, bila zelo korektna in jaz mislim tudi, da je trg oziroma ljudje so jo zelo, bomo rekli, pozitivno sprejeli. Mogoče je bilo še bolj pozitivno sprejeta, kot so se mogoče v začetku, ko so se lotili tega projekta, da je bilo še bolj pozitivno sprejeto, kot so mislili. In v tem kontekstu, zakaj bi spreminjali nekaj, kar je bilo že zelo težko zartikulirati na trgu, po drugi strani pa je bilo dobro sprejeto. Tako da, moje osebno mnenje je, da jaz ne pričakujem bistvenih razlik, razen te razlike, ki jo gledamo tukaj na tem grafu, kjer so se obrestne mere na trgu znižale. In to praktično za 100 bazičnih točk v letu. Tako da nekje tam bi lahko tudi pričakovali z gibanjem nekje, kjer bi targetirali neko končno donosnost, ki bi jo zakladnica ponudila. Zdaj, za retail obveznice, pa ne samo slovenske, pa tudi, če gledamo svoje kariere, sem gledal tudi drugih držav, predvsem Italija tukaj stopa, je tako, da je zelo značilno, da država mečkam bolj posladka donosnost kot tistim, ki so namenjene institucionalnim vlagateljem. Tako da tukaj pač nek pribitek na recimo tole pikico, ki jo vidimo na 3-letni obveznici, mislim, da tukaj prvem kaže 2,2 donosnost, kaj bi bila recimo rešitev za nekoga, ki pač ima danes veliko premoženja in bi hotel kupiti to obveznico, pokliče svojo banko ali pa brokerja in pač kupi to obveznico. Zdaj, za retail stranke je mogoče smiselno počakati na to, da se bo ta obveznica izdala in vzeti lanske, koliko je bilo 30, nekje pik pribitka, to, kar je država posladkala donosnost glede na, bomo rekli, likvidno državno obveznico, ki je bila izdana. Zdaj, a bo letos, ne vem, 10 ali bo 20 ali bo 30, 40, 50, bomo rekli, vprašanje za koga drugega, ne zame. Jaz bi si želel kot Max, prijatelj od Maxa, da bi bilo to 100 bazičnih točk, ampak verjetno to ne bo, tako da mogoče, če je bilo lansko leto 30, zakaj ne je bilo letos 30? Lik to, ko si govoril na začetku, da bistvenih razlik glede na lani ne pričakuješ, seveda obrestna mera bo bistveno drugačna, samo govorimo o tem pribitku, o tem, kaj država posladka. Tako, ja, ampak tudi v bistvu sam postopek ne bo nič drugačen. Bom rekel, kaj se dogaja z gibanjem obrestnih mer, je treba poklicati bolj kakšen stolp v Frankfurtu, ali pa kakšno sovo poklicati, ki mogoče malo več ve, ki je bliže srca od centralne bankirke. Tako da oni odločajo v poti obrestnih mer, mi lahko se samo opredelimo, ali so trenutne nivo obrestnih mer zanimive za naše vlaganje ali ne. Zdaj, če se bojo obrestne mere še naprej zniževale,
lahko pričakujemo, da se bodo tudi depozitne obrestne mere zniževale. Če se depozitne obrestne mere ne bodo zniževale, lahko si predstavljamo, da banke ne morejo priti do likvidnosti in preferirajo zadolževanje po ljudeh, ne pa na trgu, kar lahko kaže na znake ohlajanja, slabšanja bilanc bank, kar z drugimi besedami pomeni, lahko Max s kakšno drugo delnico mogoče jo rajš proda, ker je še visoka cena. Zdaj, jaz ne pričakujem, da se bojo bilance bank hitro poslabševale, zato ne pričakujem, da bodo banke vzdrževale visoke obrestne mere ali pa više obrestne mere, kot take, ki jih lahko trg ponuja. Tako da pomeni, seveda, če pa bomo rekli, bomo zniževali obrestne mere še naprej, je pa lahko ta obveznica spet z tistega kapitalskega ekstra donosa bolj zanimiva, kot pa recimo nekakšen depozit pri banki, kjer bojo pač ustrezno prilagajali obrestne mere v prihodnosti. Plus likvidnostna komponenta, o kateri smo že govorili. Tako da sama tehnika ne verjamem, da bo drugačna, obrestne mere so druge kot lansko leto in po mojem vsako leto naprej, ko bomo govorili, bojo drugačne. Skratka, pod črto, če te prav razumem, letos pričakovati tam nekje okrog 2,5%, nekaj tacga. Ja, to bi bilo tako, če rečemo, če se nekaj iz teh arhivov, ki jih ima Jure v zadnje, če se lahko z preteklosti učimo, pol definitivno ja. Če bo kaj višja, smo lahko bolj zadovoljni, če bo kaj nižja, je pa tudi, bomo rekli, vse, kar je več, kot je tale pikca, ki jo kažeta na 3 leta, čez kakšen mesec, ko se bojo ta obveznica dejansko začela kotirati, oziroma se bo začela, bomo rekli, zbirati povpraševanje, je še zmeram zelo, bomo rekli, nagrada ali pa sledica za vse investitorje. Liksi, sam si omenil depozitne obrestne mere, mislim, da Jure je pripravil en slajd tudi na to, pa se bo tlele malo vključil zraven, mislim, da so tole v ta zadnji številki mojih financ izbirali. Jure, kako se primerja to? Ja, v resnici kolega Srečko je zbral, to še ni natisnjeno, to še bo, na netu pa že ja. In obrestne mere tukaj vidimo, da so malo pod 2 oziroma dobimo cirka 2 v nekaterih, v eni banki v resnici, oziroma 2. Za daljše obdobje so za malenkost više obrestne mere, ampak recimo do 2,5 redko ki sega to. Se Primož si že omenil v resnici, ampak mogoče, če malo vse skupaj zaokrožaš, ko se posameznik odloča, tehta, pravi, da mogoče so mu bliže te varni naložbeni razredi in ko si misli, ok, se bančni depozit poznam, a se mi splača zdaj odpirati trgovalni račun oziroma če ga že imam, kaj v resnici dobim, in pa mogoče koga bi ti od svojih bližnjih oziroma sosedov ali kogarkoli, ki ga poznaš, komu bi recimo svetoval, ne gre v 3-letno ljudsko obveznico, za koga se ti pa zdi še vedno primerneje, da se drži depozitov? Eden bi bil Max pa njegovi ekstra dobički. To bi bil tako, pač recimo, da ostanemo tukaj, kar pomeni, da Max zna trgovati na borzi, in mu je mogoče depozit na banki to, da mora iz trgovalnega računa prenašati levo po desno, včasih lahko tudi sitno. In mu je v bistvu za takrat, ko hoče pač malo plasirati na varno, kup obveznice, potem, ko pridejo kakšni stresi na borzi, uživa v korelacijskem učinku, ker obveznice rastejo bolj, kot pa delnice, in potem v bistvu realizira še enkrat dobičke na obveznicah in cenejši kup delnice in v bistvu vse znotraj ene hiše vas denar menedžerira. Tako da, to je en tak, bom rekel, zelo bolj špekulativen ali pa bolj recimo dinamičen koncept vlaganja. Ker vem, da nas tudi kakšni mlajši poslušajo, pa mislim, da je tudi fajn, da z obveznice lahko v kakšnem trenutku trga zanimive tudi za tiste, ki pač ciljajo predvsem donosnost, pa so pripravljeni prevzemati več tveganja. Resno so pa v bistvu vsi tisti vlagatelji, ki imajo malo več premoženja,
Za vse tiste, ki gledamo ali pa ki gledajo nekih donosnost tam, da imajo premoženje na banki tam 10.000 tam do 20.000 evrov, so mogoče depoziti na banki bolj primerna naložba, ker v bistvu je čez vas hasel odpiranje trgovalnih računov, če nimajo namena uporabljati te trgovalne račune tudi za kaj drugega, pa ne vem, če je to smiselno. Jaz bi sicer si želel, da bi, bomo rekli, vsi odkrivali ne samo svet obveznic, ampak da bi v bistvu odkrivali tudi svet delnic, ker dolgoročno je to veliko bolj smiselen način, bomo rekli, ohranjanja vrednosti svojega premoženja, kot pa v bistvu imeti denar na računu. Ampak ja, pač neka ekonomika je vedno smiselna, da je pred nami tudi ta čustveni hesel, tudi kako bi tem rekel, stres, ki je v povezavi s tem včasih za koga mars previsok. Za vse tiste, ki pa imajo malo večji del, malo več premoženja, je pa to, bomo rekli temu, bilo pa smiselno, da porabijo manj, kot pa čas, ki ga uporabijo, da oči zaprejo, da razmislejo o tem, ti naložbi kot taki, da paše v njihov portfelj. Pa govorim bolj tiste, ki so pri koncu svojega, bomo rekli temu, delovne aktivne dobe, ne, imajo 3-4 leta pred penzijo, ali pa mogoče tudi za tiste, ki so že v penziji, pa so si en kupček premoženja nabrali in hočejo nekaj, ki jim izplačuje kupon, da jim lahko, bomo rekli, tekoče življenje malo izboljša. Bomo rekli, starejši, ki smo, bolje to primerno za nas. Primož, mogoče na tem mestu še, mislim, da smo lani to omenili, pa mogoče bi bilo fajn, če letos še enkrat jasno, ne, deloma si se že dotaknil tega, ne kar z vsakim zneskom, ne, v te ljudske obveznice, sploh če nimamo trading računa odprtega, ne. Lani mislim, da smo zračunali pod 10.000 evrov, da se vložki ne splačajo, nekak sweet spot je bil tam pri 30.000, do tam je deloval tisti davčni ščit, ne. Pri ljudskih je bilo namreč je bilo določilo, da obresti do 1.000 evrov letno niso obdavčene, ne predvidevamo, da bo letos tako enako, ne. Oba ta zneska oziroma obe te meji bosta letos verjetno nekoliko višji glede na padec obrestnih mer, ne. Ja, definitivno. Pač moramo vedeti, da se je pač kuponska donosnost bo znižala, recimo, da rečemo, za 1% točko, kar pomeni to na nekih 100.000 evrov, pomeni 1.000 evrov, pač se bo manj, bomo rekli, splena, kot je bilo. In posledično, če gledamo stroške, ki so pač fiksni, se ti zneski ustrezno zviša, kot si rekel, Juri. Ampak če rečemo samo pod črto, ne glede na to, zneski po 10.000 evrov res verjetno niso smiselni. Razen v primeru Maxa, če pač ima že trgovalni račun odprt in mu je to, kot da bi kupil za 5.000 evrov neke delnice na Ljubljanski borzi. Pač to je pač potem, so tudi manjši zneski mogoče smiselni. Zdaj, ja, če hočemo, bomo rekli, ta davčni ščit teh 1.000 evrov, je mogoče teh 40.000 ali pa 45.000 evrov v tem kontekstu 50.000 evrov res optimalen za to. Zdaj pa, če pa govorimo o zneskih več, pa kar bi jaz dal tudi čisto pobudo tukaj, da bi bilo mogoče smiselno iz teh maksimalno 100.000 mogoče povečati znesek maksimalnega vplačila, ne, na večji znesek, ne. Bilo pa pač tukaj smiselno, pač, če imamo večje premoženje, pa da ne tičimo vse v eni banki, no, ampak da se uporabimo državno obveznico kot nekaj, ki je tudi iz vidika profila tveganja eden najmanj tveganih inštrumentov, ker mogoče bomo mogli malo obresti plačati, mislim, malo davka na obresti, tudi če imamo večji znesek, ampak če bi rekel, če so mi kje državne obveznice najbolj smiselne, so mi v večjih portfeljih z naslova diverzifikacije med različnimi kreditnimi inštitucijami, ne. Se mi zdi veliko manj smiselno, da imamo, ne vem, denar na 5 bankah,
zaradi jamstva v depozitveni shemi in 5-krat plačujemo pač, bom rekel, različne članarine ali pa, bom rekel, stroške, je klej mogoče za enega mogoče malo bolj premožnega posameznika to res dobra zadeva. In tudi v bistvu dobičkonosna zadeva, ker bomo rekli, če govorimo 30 pik pribitka na to, kaj se da dobiti na trgu, to je v bistvu 1000 evrov na letno. Nisem v življenju obveznice, kar je pa, bomo rekli, 1000 evrov je imeti bolj v žepu, kakor pa ne. Primož, nekaj vprašanj smo dobili iz publike. Tole zadnje se mi zdi še posebej relevantno. Neobanke, nekatere ponujajo na vloge v pogled kar relativno visoke obrestne mere, 2,75 gledalec pravi, da dobi pri eni od njih. In se sprašuje, zakaj bi kupoval ljudsko obveznico, če pa vendarle tam dobi danes, ne? Mogoče je dobro podariti danes 2,75, to gre pa za 3-letni instrument. Razlika? Definitivno. 3-letna obveznica zaklene kuponsko obrestno mero skozi 3-letno obdobje. To je ena taka stvar. Če gledamo čisto pričakovanja o gibanju obrestnih mer na Evropske centralne banke, ki bo vplivalo na naše življenje, je nekako že kar skoraj v kamenu klesano, da bomo do konca, do sredine tega leta nekako šli na 2%. Da bo obrestne mere še naprej padale, da bomo videli še naprej nižanje obrestnih mer. Kar v bistvu, če govorimo o A-vista obrestni meri ali pa te overnight obrestni meri, ki jo ponujajo te kakšne spletne banke, lahko gotovo pričakujemo, da se bo ta obrestna mera v naslednjih 6 mesecih znižala iz 2,75 na 2. Zdaj, če se bo to zgodilo, se bo verjetno zahtevana donosnost te 3-letne obrestne mere tudi obveznice znižala in se bo v bistvu kapitalski dobiček oziroma vrednost delnice, vrednost obveznice se bo dvigala, kot smo že videli na prejšnjem grafu, ki ste ga pokazala. Tako da bomo rekli, če se nižajo obrestne mere, se zelo verjetno nižajo tudi daljše obrestne mere in to je zelo dobro za obveznice. Zdaj pa, če govori, da pač ima možnost za 2,75 dobiti 3-letno depozitno obrestno mero, lahko pa rečemo, ok, se pa tukaj pač kar hitro lahko obrnemo na to kreditno oceno posamezne banke in seveda so dobri časi, so slabi časi. Mi smo na finančnih trgih doživeli super čase za banke, oziroma doživljamo super čase za banke. Ko smo se s faksa prestavljali v naše prve službene, smo pa doživljali tudi super slabe čase za banke. In bomo rekli, če so bili včasih pribitki na državne, recimo na obveznice bank, kakšnih bank, tudi taki, da recimo tudi v 1000 točkah smo govorili pribitka na državne obveznice ali pa 1500 točkah ali pa kakšne so tudi zgubile vso vrednost. Moram reči, da neko kreditni tveganje je tudi v bankah in vsak si mora pač vprašati, a zaupa te banki, da bo tudi čez 3 leta z nami. Po drugi strani pa, ok, rečemo, jamstvo vlog je z nami, super. Vprašanje pa, če pride do kakšnega malo bolj pretresa, da je ta jamstvo vlog se izplačal v denarjih, ali se bo izplačalo v obveznicah držav. Kar pomeni, pa ni nujno, da bomo, ni nujno, da dejansko dobimo tisto, kar mislimo, da bomo dobili. Ampak to je že malo drugačno, malo bolj široko vprašanje. Ampak moramo vedeti, da poslovna banka, kreditna ocena poslovne banke, pa kreditna sposobnost poslovne banke ni taka, kot kreditna sposobnost države. Ker bomo rekli, iz banke lahko hitro depozite odnesemo, iz države se pa težko davkoplačevalci to hitro preselijo. Ampak je to neka razlika v kreditni oceni ene ali pa druge inštitucije, če se mečkam bolj zelo skrajno izražam. No, se ravno to sem pa tem še mislil naprej vprašati. Videli smo nek
pok, v bistvu največji pok obvezniškega balona pred 3 leti. In zdaj, to ne bi pa bile naložbe, ki veljajo za zelo varne. A ne? Kaj je mogoče najslabše, kar se ti lahko zgodi, kar si lahko zamisliš pri takem naložbenem razredu, pa če govorimo o 3-letni obveznici državni, a tukaj sploh kaj tvegamo v resnici? Ja, mislim, vsako naložbo, ki jo vzamemo, ki ni iznos na jutri, je pač neko tveganje prisotno. To se treba zavedati. Zdaj, če govorimo o tem, kar smo doživeli 2022, kjer smo zaradi tega, ker sta se zgodila 2 šoka na inflaciji, tako ponudben kot šok povpraševanja, kjer se praktično je zgodila inflacija prvič po 15 letih, so se pač obrestne mere centralne banke začele dvigovati in če se obrestne mere dvigujejo, je to negativno za obveznice. Čisto zelo preprosto. Zdaj, če govorimo v tej obveznici 2055 zapadlosti Slovenije, je ta učinek lahko tudi 50% izgube. Ne? Če govorimo pa o taki 3-letni obveznici, je pa to lahko v skrajnem primeru tam 5%. Če je res pač konec sveta izgube. Zdaj, a smo danes tam, moramo reči, da duh časa v tem trenutku je tak, da pričakujemo še nižanje obrestnih mer. Če pogledamo evropsko ekonomijo, je praktično v recesivnem okolju. Gledamo Španijo, gledamo Francijo, Nemčijo, ki se borita s tem, da sploh gospodarstvo ohranjata na nekih nivojih, da ne pada. Če gledamo inflacijo, se bomo rekli ustrezno znižuje. In če bi poklicali koga iz Evropske centralne banke, bi rekel za obe kategoriji, da so bolj tveganja navzdol. Kar pomeni, da je gospodarska rast lahko nižja, kot pričakujemo, kot da je inflacija lahko nižja, kot mogoče pričakujemo. Neka konfidencija v tem še ni take, da bi v bistvu upravičili, da bi lahko še hitreje nižali obrestne mere. Samo bo zanimivo pogledati, mislim, da jutri pride ven študija centralne banke o tem, kakšna je dolgoročna nevtralna obrestna mera. In to je nekaj, kar lahko bo zelo zanimivo prebrati članek, ki ga boste napisali na to temo, ki je pač tista nič za nas. Ne. In ja, trenutno smo tam. Ok, ne. Imamo pa zunanje faktore, ki so pa taki, ki jih pa lahko si zamislimo, težko jih je pa oceniti. Mi smo dosti gledali Trumpa, ne, in njegove politike in vse te executive orderje, ki so jih dali, ki jih je dal ven. In kaj lahko zaključimo, ne, da so si med sabo malo kontradiktorni, če gledamo na vpliv na gospodarsko rast pa na inflacijo. Bomo rekli, kakšni se nam zdijo zelo inflatorni, kakšni pa zelo deflatorni. In bomo rekli, kakšni so zelo agresivni, kakšni pa niti ne. Ali pa kakšni so na začetku zelo agresivni, ne vem, če govorimo o tarifah, pa v bistvu je to mogoče bolj kot neko pogajalsko izhodišče za to, kaj se bo zgodilo. In je nujno, da bojo vse tarife toliko visoke, kot se napoveduje, ni pa nujno, da jih ne bo. Tako da, mislim, smo v takem zelo nehvaležnem položaju, kjer imamo politike, ki so si med sabo kontradiktorne, politike, ki imajo sabo, bom rekel, pri sebi kratkoročne, srednjeročne pa dolgoročne učinke, lahko zelo različne. In bom rekel, z tega je pa na trgu zelo zabaven, ker če algoritmi razmišljajo skozi koncept nič pa ena, ne, je mogoče za nas, ker lahko razmišljamo tudi bolj na kvantum način, kjer so lahko faze tudi med nič pa ena, ne, toliko bolj zanimivo. In ta aktivnejše upravljanje portfelja ima zdaj mogoče malo več priložnosti. Ne. Da jaz tukaj na Max apeliram, da čim bolj svoje možgane uporablja, ne pa, bomo rekli, avtomatično napisane AI članke različnih, bomo rekli, trobil po svetu, bere do črke natančno. No. Tako da, to bi mogoče na koncu vse poslušalce povabil, ne, da
nekje, kjer imamo prednost pred umetno inteligenco, je v tem, da znamo pogledati kaj zgodovine, da se lahko od nekaj naučimo in da imamo svoje možgane, kjer lahko presojamo stvari, bomo rekli, kar se da nevtralno in malo bolj v širokem kontekstu in na podlagi tega sprejemamo svoje odločitve, da pa nam taki radikalne premiki na borzi nam pa lahko odpirajo veliko pričakovanj, veliko priložnosti, tako na obvezniškem trgu, kot tudi na delniških trgih. To bi bil moj zaključek. Primož, tako zanimivo pa je ta debata potekala, pa da so te mogoče parkrat prekinila vmes, rekla smo 1 uro, ampak damo še 3 minute. No prav, če še kaj tazga. Ja, mogoče 2 vprašanji, ki se mi zdita kar ključne. Eno bom jaz zastavil, in sicer mi vsi 3 smo generacija, ne? Max ne bi, tako vsaj kakor je narisan, ne bi bil malo mlajši, ne? In vsi smo doživeli, vstopili v 5. dekado, ne? V zadnjem letu dni, ne? In različne stvari grejo človeku po glavi, ne? In tudi eno od teh stvari, ki sem se sam začel spraševati, ne? Do zdaj so bile bolj kot nedelnice aktualne, saj za moj portfelj, a se zdaj za 40-letnika pa spodobi, da malo več posveti oziroma bolj razprši premoženje, malo z večjo žlico poseže po obvezniških naložbah in mogoče tudi kako ti gledaš na te stvari za svoj portfelj. Kakšen delež je mogoče za enega tazga posameznika primeren, vedoč in upoštevajoč vse, kar si danes rekel? Jaz nikoli ne gledam, da bi imel kakšnega posebne afiliacije na en naložbeni razred. To je tako malo mogoče kontra temu, kar se je vprašal. Jaz si želim portfelj gledati kot neka celoto. Če rečemo po domače, povem, so obdobja, ko si želim biti v obveznicah, so obdobja, ko si ne želim biti v obveznicah. Jaz mislim, da moj preferenčni naložbeni razred bojo obveznice, ko bom enkrat tam 60, 65, 70. Do takrat imamo pa še kar nekaj let, pa mislim, da bomo rekli, so obveznice zame zanimive takrat, ko mislim, da je trg res pregret, da je treba dobičke malo, bomo rekli, da klobase treba dati malo v skladišče, ne, oziroma v shrambo in takrat bomo rekli, so zame to optimalni naložbeni razred. Kot sem že rekel, me veseli, da se korelacija obrača v negativo in samo upam, da bo trajal, da bo trg spet deloval, da ne bo teh velikih slonov v trgovini s porcelana, kar jaz pravim, kvantitativ tega kupovanja obveznic strani centralnih bank, ker potem v bistvu ta tveganja se čisto zameglijo, da pač nima nobenega učinka. Da jaz upam, da bomo počasi stopili iz tega vlaka kontrole zahtevane donosnosti strani centralnih bank. Tako da ja, ne, definitivno za 40-letnike, moram reči, tiste, ki smo malo spremljamo finančne trge, so obveznice bolj kot diverzifikacijski faktor, kot pa nekaj, kar bomo rekli, bi hotel gledati malo bolj resno, za te, ki so proti koncu svoje kariere profesionalne, ja. Po drugi strani pa tudi za tiste, ki jih je malo strah. Bomo rekli, tisti, ki spremljajo finančne trge, so nam mogoče te stvari bolj blizu, da tisti, ki pa malo manj spremljajo, bomo rekli, pa to čist fajn naložbeni razred in tukaj pa bi, ne vem, med 20, 30, 40% svojega portfelja bi pa, bomo rekli, čist strateško postavil v obvezniški razred, samo zaradi tega, ker pač nimamo veselja, pa nimamo znanja, da bi pa skakali iz enega kamna na drug kamen in da se na dolgi rok manj upečemo. No. Ali pa da smo manjkrat mokri, če že govorim, da skačemo iz kamna na kamen. Primož, rekel si, tebi so obveznice interesantne, ko ocenjuješ, da je trg pregret. Ne bom te vprašal, a se ti zdi trg trenutno pregret, vprašal te bom drugače. Ko bo zdaj objavljen čez par tednov prospekt za novo ljudsko obveznico in predpostavljamo neko obrestno mero 2,5%, a boš kaj kupil?
Ja, jaz bi z veseljem kupil. To pač je moje mnenje. Lahko tu sam povem, da je že nekaj časa so mi, bomo rekli, obveznice malo bolj všeč kot delnice. Bom pa z drugimi besedami povedal, da pač jaz sem malo bolj medved, kar se tiče delnic na splošno. Tako da sem rekel, da ne me spraševati o delnicah preveč, ker bom vedno rekel, da je to mogoče drago, tudi če mogoče ni, ali pa če trg ni. Ne. Ker imam pa še ta drug problem, je pa, da sem bolj bazični analitik, no, oziroma včasih temu reče fundamentalist, pa da ne bo to narobe zvenel, ampak v bistvu, da me bolj zanima vrednost, kakor pa špekulacija. No. In rekel, za nas, ne, bomo rekel, fundamentalne finančne ekonomiste ali pa analitike, je v bistvu ta čas, ko bomo rekel, se vrednosti delnic rastejo tako samo na hlapih ali pa na pričakovanjih prihodnosti, moramo kar velikrat se ugrizniti v jezik ali pa kamorkoli, da nismo preveč negativni, ne, ker dejansko smo že 10 let na napačni strani trga. Odličen zaključek, tukaj potegnemo črto. Primož, hvala ti lepa, ker si vzel čas danes. Ja, hvala vama, pa hvala vsem, ki ste zdržali z nami, pa se vidimo, Max. Upam, da še kaj zasluži. Mu bomo prenesli te dobre želje. Jure, hvala tudi tebi. Hvala, Juri. In Primož, si verjetno upam, da bo ta stvar kar postala neka stalnica, kar se zdaj tiče in tudi našega sodelovanja. No? Tako da, če ne prej obleto so ureja. Super, spoštovani in spoštovane, najlepša hvala tudi vam za vašo pozornost. Posnetek tega pogovora bo na voljo čez kakšen dan na spletni strani Financ, mi pa se vidimo naslednjič. Hvala vam lepa in lep pozdrav.